Živijo otroci, jaz bi vam rad prebral eno pravljico. Napisala jo je Vesna Radovanovič, naslov je Dedkovo kolo, ilustrirala pa jo je Ana Razpotnik Donati. V stanovanjskem bloku na robu mesta je živel Gojko. Mama je delala na vrtnariji, oče pa v tovarni. Domov sta prihajala pozno in Gojko je večino časa preživel s prijatelji na dvorišču. Najraje so se vozili s kolesi. Vsi njegovi prijatelji so imeli boljša kolesa, kot je bilo njegovo. Miha je imel BMX. Nejc je ravno dobil novo mestno kolo. Teč pa se je ponašal z gorskim kolesom s prestavami. Luka pa je imel kolo z močno vzmetjo pod sedežem. Le Gojko je svoj poni dobil od starejšega brata. Bil je že zelo obtolčen, barva pa se je skrila pod mnogimi nalepkami. Vijaki so popuščali in veriga se je včasih snemala. Zato si je na tihem želel novo kolo. Pa ne tako, kot ga je za rojstni dan dobil Miha. Bilo je namreč to zelo drago športno kolo, ki ga je imel zaklenjenega v sobi in se z njim ni smel voziti po dvorišču. Imel bi tako navadno, da bi se z njim vozil v šolo in k dedku na deželo. Njegov dedek je živel v majhni hišici, le nekaj kilometrov iz mesta. Rad je bil v prostem času pri njem. Pomagal mu je pri delu na vrtu, v sadovnjaku in tudi v staji pri kozah. Preden se je preselil v mesto, je s starši in bratom živel na deželi. Z dedkom je preživljal najlepše trenutke svojega otroštva. Na velikem kmečkem dvorišču se je tudi prvič zapeljal s kolesom. In to z velikim, moškim, takim, ki je imel krmilo zelo visoko in tudi prečno gred, na kateri ga je dedek kdaj pa kdaj popeljal po vasi. Velikokrat se je igral tako, da je potiskal dedkovo kolo ob sebi. Včasih se je potem tudi že sklonil pod gred in stopil na pedale. No in tako mu je nekega dne uspelo. Zapeljal se je čisto sam po dvorišču. Takrat je kar vriskal od veselja. Tega res ne bo nikoli pozabil. Tudi dedek je bil navdušen in je kar zaploskal. V velikem prostoru, kjer so nekoč domovali gospodarski stroji, je imel dedek 4 kolesa. Pravil jim je bicikli. Verjetno zato, ker so bili že zelo, zelo stari. S prvim se je pred davnimi leti vozil še njegov ded. Drugo, žensko, je bilo babičino. Tretje, to je tisto, s katerim se je naučil voziti kolo Gojko, je ded imenoval kar Gojkov bicikel. No, ampak četrto, to je bilo resnično nekaj posebnega. Bil je to bicikel brez verige. Ja, njegovo sprednje kolo je segalo dedku do ramen in sedež je bil ob krmilu. Zadnje kolo je bilo mnogo manjše. Z njim se je bilo zelo težko peljati, a dedek je znal ujeti ravnotežje. Gojko ga je včasih spremljal, kako se je peljal skozi vas, in takrat so se vsi zmeraj znova čudili. Ded se je vsako leto udeležil razstave starih biciklov, kjer se je srečal z lastniki drugih starih koles. Tudi Gojko je rad šel z njim. Poslušal je pripovedi o kolesu, kolesarskih dogodivščinah, pa o tovarnah, v katerih so jih sestavljali, drugače kot zdaj, ko nastajajo na tekočem traku. Nekega dne je Gojko v časopisu zagledal velik reklamni oglas tovarne koles. Iskali so najbolj ohranjeno staro kolo, izdelano v tej tovarni. To bo nekaj za mojega dedka, je vznemirjen pomislil. Komaj je čakal, da mu pokaže ta oglas. Na mizi je pustil listek "Sem pri dedku"
in s časopisom zdirjal po stopnišču v kolesarnico, kjer je imel spravljeno svoje kolo. Zdelo se mu je, da se tako počasi ni še nikoli peljal, čeprav mu je veter kar žvižgal okoli ušes. Ko je prispel na dedkovo dvorišče, je na ves glas vpil: "Dedek! Dedek!" "Kaj je?" je dedek pritekel iz hiše. "Ali se je kaj hudega zgodilo?" Gojko mu je še ves zadihan pokazal reklamni oglas. "A veš, da ga res imam?" je dejal. "Kolo mojega deda je prav iz te tovarne," se je napotil k biciklom. "Zdi se mi, da je eno prvih, ki so jih izdelali v njem." In že ga je potisnil na dvorišče. Malo ga bova podmazala, pa bo. Na prireditvenem prostoru pred tovarno koles se je kar trlo ljudi. Prišlo je veliko zbirateljev s svojimi oldtimerji, pa tudi gledalcev. Dedek se je rokoval z znanci, si ogledoval njihova kolesa in se zamišljen praskal po čelu. Kolesa so razvrstili po letnicah izdelave. Komisija, ki si jih je natančno ogledala, pa se je nato z beležkami v rokah umaknila v pisarno na posvet, da bi se najbolj pravično odločila. Gojku se je zdelo, da premlevajo celo večnost. Tako močno si je želel, da bi dedek zmagal. Stiskal je pesti in niti govoriti ni mogel. Končno so člani komisije le stopili iz pisarne. Množica je v pričakovanju utihnila. Gojko je zadrževal dih in pri srcu ga je stiskalo. Nenadoma je zaslišal dedkovo ime. Zavriskal je, skočil k njemu in ga poljubil na lice. Zbiratelji pa so čestitali kar obema in direktor tovarne je prosil dedka, če ga lahko fotografirajo za reklamni plakat. Seveda je bila nagrada kolo, bleščeče črno moško kolo za njegovega dedka. Gojko je bil tako vesel, da mu je šlo kar na jok. No, dedek pa je odkimal. Rekel je, da novega kolesa res ne potrebuje. Gojko je utrpnil. Dedek je pristopil k direktorju, mu nekaj zašepetal na uho in ta je odkorakal z odra. Nastala je pričakujoča tišina. Vsi so zrli v dedka, ki je molčal in se spet le narahlo praskal. Direktor se je vrnil z najnovejšim modelom deškega kolesa in ga svečano izročil Gojku, ki je od ganjenosti dedka objel in se mu prav potiho zahvalil. Obstopili so jih fotografi in naslednji dan je bila slika v vseh časopisih. Prijatelji so občudovali Gojkovo novo kolo. Nekaj časa so dirjali po dvorišču, nato pa so se skupaj odpeljali k dedku na deželo. Otroci moji predragi, najbrž ni lahko ostati kar tako doma, pa vendar pamet v glavo. Ostanite doma, gibajte se le, kolikor je potrebno in upam, da vse to skupaj hitro mine. Uživajte in ne pozabite, pamet se skriva tu notri.